Dobrodošli v naši rubriki Dobro z dobrim, v naših poletnih oddajah, tokrat v moji družbi Mojca in Katja. Lepo pozdravljeni. Mojca, ti danes nadomeščaš našo Lenko Puh, ki je glavna velika šefica projekta Dobrega z dobrim, dobrih krožnih zgodb. In kaj ste nam pa tokrat pripravili, koga nam boste predstavili? Današnja krožna zgodba Dobro z dobrim po Sloveniji se bo tokrat ustavila v Žičah, kjer bomo predstavili zeliščni vrt Majnika, ki ga vodi Katja Temnik. Zgodba je rezultat projekta Fižolčkove poti, kjer razvijamo sodelovanje s socialnimi podjetji in pa kmetijami, tudi na način, da kmetijam in primarnim pridelovalcem in proizvajalcem odpiramo nove tržne poti. Hkrati pa so naše aktivnosti povezane tudi na področju nabiralništva in pa dela v naravi z namenom, da razvijamo nova delovna mesta, ki vključujejo tudi ranljive skupine. Kar je seveda eno od mnogih poslanstev projekta Dobro z dobrim. Dobre krožne zgodbe, pa tudi dobra delovna mesta. Tako. Današnja zgodba, zeliščni vrt Majnika oziroma Katja Temnik, je pomemben vzgled in pa podpora, da se povezovanja na področju zeliščarstva sploh dogajajo in da, kjer je v bistvu zelo pomembno, da se upošteva ta trajnostni razvoj in se ne išče nekih bližnjic. Tako da bi v bistvu kar predala Katji besedo, da se predstavi in potem pa malo kasneje o izdelkih. Tako, hvala lepa, Mojca. Katja, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Tako, jaz sem slišal, da tole sodelovanje je pa eno izmed prvih zgodb Dobro z dobrim, da ste že kar nekaj časa zraven. In kako si pa ti prišla v svet zeliščarstva? Je to vse na tvojih plečih zraslo ali je kakšna tradicija tukaj v igri? V bistvu ni ne na mojih plečih, je seveda slovenska tradicija, ne pa toliko družinska. Čeprav je s tem začela moja mama Majda Temnik, s katero seveda še zdaj skupaj ustvarjamo poleg naših zaposlenih in pa prijateljev, sorodnikov. To je res ena taka zgodba, ki vključuje veliko različnih ljudi, tudi, ker ste že prej omenili, osebe s posebnimi potrebami iz varstveno-delovnega centra, iz Slovenskih Konjic hodijo k nam, pa tudi iz osnovne šole v parku. Skratka, mi imamo ta zeliščni vrt, oziroma zdaj je že kar zeliščna kmetija Majnika, en tak odprt socialni prostor, kjer je pač pridelava zelišč in predelava ena izmed aktivnosti, s katerimi sodelujemo. In ja, z Lenko se poznava že kar nekaj časa, tako da sem z veseljem pristopila potem tudi k temu projektu, da sedaj tudi tržne poti skupaj si odpiramo. Tako. Mojca, sodeluje tukaj zeliščni vrt, zeliščna kmetija Majnika, tudi v vaših drugih projektih, Zelena oskrba ali pa Juhica, uporabljate njihove začimbe morda? Tako, ravnokar začenjamo sodelovati tudi na tem področju. Njeni izdelki imajo visoko kvaliteto, tako da bodo tudi ponujeni v naši povezovalnici na Gornjem trgu. Lahko jih naročajo tudi preko naše spletne trgovine Dobro z dobrim v okviru zelene oskrbe, kjer jih dostavimo tudi na dom, ali pa v okviru skrbe Dobro z dobrim na delovno mesto. Tako, imenitno. Katja, kako pa pridete do vseh zelišč, katere izberete? Jaz sem tam že malo gledal produkte, ki jih bomo bolj predstavili v drugem delu naše rubrike. Vendar, kako se je pa vse skupaj začelo? Je šla tvoja mama v gost in je rekla tale zelišča in jih je potem začela kultivirati? Kako se to naredi? Moja mama ni šlo tako, bom rekla, po tetino pehtino, ampak je bila bolj sodobna zgodba. Torej, začela se je pa s tem, ko se je moja mama upokojila s 50 leti po pokojnem očetu in takrat si je lahko dala duška z vse ljubezni in hobije, ki so prej zaradi družine, službe, hišo sta gradila, stali ob strani. In zelišča so bila njena prva ljubezen. Tudi
prva knjiga, ki si jo je v gimnaziji za uspeh kupila, je bila o zeliščih, tako da takrat je res je dobila ta čas. Hkrati pa sem se potem čez nekaj let sama vrnila iz tujine, jaz sem pa bila prej profesionalna košarkašica in ko sem se vrnila v Slovenijo, čeprav sem prej vedno kot mlada mislila, da bom živela v tujini, če pa ne v tujini, pa v Ljubljani, ampak gotovo ne v Žičah, pa sem res z neko zrelostjo, pa s tem, da sem prepotovala cel svet, videla, da so pa Žiče en krasen kraj in da imam izjemno srečo, sem se tu rodila, da lahko tu živim. Skratka, obe z mamo naju pa veže interes oziroma bom rekla, kar tudi neka ljubezen pa veliko zanimanje za biodinamično pridelavo hrane. Ta izhaja iz duhovne znanosti Rudolfa Steinerja ali pa antropozofije, mogoče nekateri bolj poznajo valdorsko pedagogiko iz tega področja. Skratka, to, ker gre res za nek odnos do narave, kjer ti narave ne izkoriščaš, temveč jo na nek način preobražaš in to v skladu z ritmi narave, tako da je ta kvaliteta v hrani, v pridelkih, ki jih pridelamo, res vrhunska, oziroma bom rekla najboljša, kar narava in človek lahko data. Kar lahko skupaj ustvarita. Tako, ne da smo si sovražnik, ker zdaj smo z tem intenzivnim kmetijstvom prišli do ene take stopnje, ko sta si narava pa kmet sovražnika, zaradi podnebnih sprememb, a temveč, da smo prijatelji, da res lahko glede na, bom rekla, potrebe, ki so za rastline, za živali in za človeka, ter tudi za naravo. Ne moramo kar z njo ravnati, kot da bo večno nam sam dajala, mi bomo pa sam izkoriščali. Skratka, če uspeš postaviti en tak odnos, spoštljiv, potem ti narava vedno zelo veliko da. In potem gre to super skupaj z dobrim. Vsekakor. Zdaj, zelišča niso tako običajne poljščine, kot jih poznamo, se gojenje zelišč razlikuje od, na primer, gojenje pšenice ali pa korenje ali pa kaj drugega. Ja, gotovo, ne. Vsaka kultura ima svoje specifike, svoj način obdelave, pridelave in zanimivo, ne, na kmetijah je vedno veljalo, da so žita, zelenjava, ne vem, koruza, da so to tiste primarne stvari, s katerimi se kmet ukvarja, potem je pa gospodinja pa imela še kak manjši zeliščni vrt, ne, ki je imela pa za svoje veselje, ampak običajno na slovenskih kmetijah to ni bilo tržno usmerjeno, je pa zelo bogata tradicija, ker so se ženske vedno s tem ukvarjale, ne, na deželi posebej, tudi pozdravljali so svoje otroke, družine z zdravilnimi rožicami, ki so tam rasle, no, ampak sodoben način življenja in pa seveda predvsem ta ekstremna uporaba umetnih dodatkov, umetnih arom, ne vem, ojačevalcev okusa, je privedla do tega, da vidimo, da so to nezdrave stvari in da imamo v naravi veliko boljše variante in to so pač zelišča, začimbe. In tako, da se to povpraševanje po naravnem, po takšnem, ki je za človeka prijazno, zdravo, povečuje in tako, da je danes pridelava zelišč tudi v Sloveniji lahko kar, bom rekla, uspešna tržna dejavnost, vsekakor je pa to veliko dela. Predvsem, če se navežem na vprašanje, je tukaj zelo veliko ročnega dela. Pšenico požanješ, na primer, ali pa koruzo, zdaj večinoma tako silirajo, ne. Medtem ko pa zelišča je treba dobro, če imaš kakšno koso ali pa drugače pa na roke, pa z srpom in to je čist drug odnos. In a veste, če je rastlina v stiku z človekom, kot pa če sem z golimi stroji. Ne, se takoj pozna. Rastline so žive, tako kot smo živi mi in to se vse začuti. Pomagate tukaj pri Dobro z dobrim tudi s kakšne sezonske delavce urediti, priskrbeti za kmetijo? Se pogovarjamo, dogovarjamo, kot sem rekla, iščemo nove priložnosti za ranljive skupine, za delovna mesta. Tako da ja,
Gotovo, kaj najde. Ja. Se bo gotovo Sezona kaj se spletlo. bliža. Ne, sezona se bliža. Ja, se kdaj pa je sezona za zelišča v bistvu? Ja, v bistvu kar veliko že pobiramo, nekaj je še tik pred tem, da bo raslo, ampak v bistvu je kar od zgodaj spomladi, nekaj treba stvari posaditi ali pa oplet, urediti tiste, ki so trajnice, do sedaj, ko žanjemo, ko pobiramo cvetove in pa seveda potem jeseni, ko se je vse to posušeno, treba nekako spakirati v izdelke. Ne? Čaji, zeliščne mešanice so najbolj aktualne jeseni, zimi, v hladnem obdobju. Tako da dela ne zmanjka. Dela ne zmanjka, to se pravi, čez pomlad in poletje se dela na njivi, tako rekoč, na zeliščni njivi, potem se pa jeseni in čez zimo to suši, pakira, pripravlja izdelke, v katerih bomo pa več povedali po oglasih. Tako da Mojca, Katja, za enkrat najlepša hvala. Vi pa ostanite z nami, kajti nazaj bomo takoj po oglasih, da nam Katja predstavi nekaj njihovih izdelkov, ki jih lahko naročite tudi v trgovini Dobro z dobrim. Ostanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v naši družbi, v rubriki Dobro z dobrim. Tole so naše poletne oddaje. V moji družbi pa Katja Temnik iz zeliščne kmetije Majnika, ne, jaz bi rekel Majnik, ne, Majnika. Se kmetija imenuje po kom posebnem? Ja, to pa je ena taka zanimiva zgodbica, ne. Moja mama ni želela, da bi se ta najprej naš zeliščni vrt imenoval, ne vem, vrtete, pehte ali pa kakorkoli. In potem smo rekli, ampak nekako iz nas pa mora izhajati. Ne? In se je spomnila ene zgodbice iz otroštva, v bistvu, ko še ni znala dobro govoriti. In ko je mama prvič poslala v trgovino, da nabavi, v to vaško trgovino, da nabavi stvari, je rekla, trgovec te bo vprašal, kdo si in ti lepo povej, da si Majda Trbovc. Ne? Da bo on zapisal, včasih je to še tako delovalo, ne, plačilo potem. No, skratka, moja mama res gre v trgovino in jo trgovec vpraša, ja, punčka, čigava si pa ti? In ona reče, Majnika Boc, ne, ker ni dobro govorila in ta trgovec je potem še celo življenje klical, moja Majnika je prišla in tako se je spomnila te zgodbe, ko smo mogli svoj zeliščni vrt nekako poimenovati. Pa glede na to, da je ona Majda, jaz sem Katja, ne, ima K na koncu, tudi Maja je rojena, tako da se je vse nekako poklopilo. Ne, Majnika, se lepo poklopi. Takole pred oglasih smo obljubili, da po oglasih pa predstavimo nekaj vaših konkretnih izdelkov, ki jih je seveda moč kupiti tudi v trgovini Dobro z dobrim, dobre krožne zgodbe. Katja, pa če kar začneva, recimo tole sem že prejle pogledal, piše kuhinjska zeliščna sol, Majnika Premium, no tudi zlato, ne, tudi za zlato, piše se korenino svetlobe. Kaj pa je korenina svetlobe? Torej, to je ena taka prav posebna rastlina in sicer zakaj je tako posebna? Zato, ker raste v kremenčevem pesku. Torej, jo ne posejemo oziroma pa sadimo v zemljo. Če bi na primer jo na njivo ali vrt, bi to bila taka razvejana korenina, ki jo bi le stežka uporabili. Zanimivo pa je, da če naredimo visoko gredo ali imamo, naprimer, mi imamo stare vinske sode lesene in jo napolnimo z kremenčevim peskom, z mivko in damo le zgornjo plast zemlje, tja posadimo, potem pa korenina najde pot do kremena in se tam debeli, tako da to zraste v 2 letih tudi takšne korenine, samo v mivki. In zakaj svetloba? Zato, ker kremen posreduje svetlobo pod zemljo. In v bistvu ona se samo od te, rečemo, kozmične svetlobe debeli in lahko tudi za te, ki ste mogoče manj v vesolju, pa bolj na zemlji, in to razložimo tako, da to, kar pri običajnih rastlinah dobimo s klorofilom, torej, kjer je pretvorjena sončna energija v kemično energijo, dobimo tukaj s korenino. Ta sončna energija je shranjena v korenini. In utemeljitelj biodinamičnega kmetijstva Rudolf Steiner je rekel, da je to ena redkih rastlin, ki vnaša svetlobo v človeka. In to je v današnjem času, ko imamo zelo veliko teh motilcev, ne, sploh tehnologije, pa stres,
stres, pa način življenja in človek na nek način temni, vedno primanjkujemo te svetlobe, ne? Tudi glede virusov vemo, da kako je pomembna svetloba, je ta rastlina še posebej uporabna. Je pa zanimivo tudi to, lahko bi jo uporabljali samostojno za samostojne jedi, kot zelišče pa mogoče ne, oziroma se ne uporablja samo za kuro, temveč se priporoča, ker krepi imunski sistem, da jo vsak dan po malem uživamo. In ker je naša pridelava ravno iz razloga, da gre ogromno kremenčeve mivke, ne, tudi šleper je mogel pripeljati mivko in pa da to mora biti v visokih gredah ali kanalih, jo ne moramo masovno pridelovati in jo še ne prodajamo samostojno. Smo si sposodili idejo pri Nemcih, kjer smo videli, da jo mešajo v take izdelke, ki jih uporabljamo vsak dan. In ker mi že drugače delamo kuhinjsko zeliščno sol, kuhamo bolj kot ne, ali pa vsaj kaj pojemo vsak dan, smo potem dobili idejo, da bi jo dali v našo zeliščno sol. Tako da torej vsak dan pomalo posolimo svoje, bom rekla, svoje zdravje. Posolimo svoje zdravje, to se pomeni. Ima kakšen poseben okus? Ne pušča veliko okusa ta zeliščna sol? Ne. Zelene barve pa je. Ja, je v bistvu bele, taka transparentna, ko jo posušiš, je zelo bele barve, to se nareže z takim keramičnim nožem, potem se posuši in potem jo zmeljemo v prah. Ja, zanimivo je to, da nima posebnega okusa, zato je fino, ker jo lahko s čimerkoli kombiniramo. Tako da marsikdo, ki nas obišče na našem zeliščnem vrtu Majnika in mu damo to za poskusiti, reče, nima neki, oziroma celo, ko jo vidi, misli posušeno, da so to neke gobe, in pa, nima neprijetnega, prav tako neutralne, tako da v bistvu okus, tako da jo res lahko uporabimo s čimerkoli. S čimerkoli, imenitno. Kaj si nam pa še danes pripeljala predstaviti? Tukaj je še ena sol, se mi zdi. Tako, to je pa ta standardna zeliščna sol Majnika, torej k tej je dodana v premium varianti, je potem dodana korenina svetlobe. Zdaj, ta zeliščna sol je zdaj že zelo popularna, bom rekla, kar po Sloveniji za kuhanje. Zdaj, zakaj? Zato, ker je v njej uporabimo, damo 18 različnih zelišč, od peteršilja, korenja, luštre, rožmarin, timijan, origano, skratka, od čebule, posušeni listi, skratka, taka ena pestra mešanica. In moja mama se vidi, da je bila kemijski tehnolog, da je v razvoju delala prej, je razvila eno tako mešanico, ki je zelo univerzalna, kar pomeni pri zeliščnih soleh je kar pogosto se zgodi, da sicer dajo zelo veliko zelišč noter, količinsko, ampak potem ima vsaka jed enak okus, ne? Ali malo to po rožmarinu ali luštreku. No, v tej naši mešanici je pa tak, da v bistvu obogati okus tiste jedi, za katero jo uporabljamo, naprimer pečenke so bolj sočne, solate so take bolj bogate, pa seveda zelenjavne juhe. Tako da eni, ki so se navadili, tako kot mi, kuhati s tem, skoraj brez te kuhinjske zeliščne soli Majnika ne morejo kuhati. In zanimivo je bilo, ko smo imeli prvo zaprtje v tem COVID situaciji. Takoj, ko se je odprlo, jaz mislim, da smo v enem tednu prodali 100 kil, ker so ljudje prišli in so delali zaloge, da nam ne bo naslednjič zmanjkalo. Skratka, vredno poskusiti. Vredno poskusiti, pa se tudi pokvari se ne. Sol drži. Tako da, ja, rok ima 3 leta, ampak tudi počaka veliko tle. Je pa res, da če boste jo poskusili, pa ste jo tako prej porabili. In torej v tej soli je piranska, nerafinirana sol, tradicionalno pobrana, torej nič obdelana in pa samo prah naših zelišč, torej dobenih dodatkov, kakršenkoli, samo te dve sestavini, no. Tako imenitno. Kaj imamo pa tukaj, so to bolj neki čaji ali se motim?
Ne, ker v redu si ugotovil. Čeprav mogoče zdaj, kadar je vroče, ni taka sezona čajev ali pa bolj ledenih čajev. Ja, tu so pa čajne mešanice, seveda na 6 hektarjev veliki kmetiji, od česar sicer imamo zelo raznovrstno pridelavo, ker skrbimo tako za biodiverziteto kot za zelo različne kulture. Imamo pa od tega 2,5 hektarja zelišč, torej zraste kar veliko zelišč, sploh če si priden in jih večkrat na leto pobiraš, in iz tega pa potem mešamo tudi zeliščne čaje. Zdaj, naprimer, tak je domači čaj Majnika, je tak najbolj splošen, v katerem je tudi največ različnih zelišč in mi pravimo, da je za dobro počutje. Se pa povečuje povpraševanje po namenskih čajih, torej takšnih, ki ali nas pomirjajo, kot je naprimer ta za lepe sanje. Potem pa, zanimivo, in tudi bolnica Celje v prejšnjem obdobju za bolnike naročevala od nas tak razkuževalni čaj, ki je zelo tudi prijeten za pit, in smo ga poimenovali ob pravem času, ker in vsebuje timijan, citronko, žajbelj in meliso. Ta se sliši pa zelo, ta bi bil pa meni všeč. Ja, boš potem poskusil. Bomo skuhali en čaj, ko nehamo snemati. Tako, ja, res je tak zelo v bistvu in dobro protivirusno, razkuževalno deluje in prijetnega okusa. Pa imamo potem še čajne mešanice, ki so mogoče bolj grenke, ki so za želodec, prebavo, ali pa takšne zelo se povečuje povpraševanje po takšnih zeliščih oziroma čajih, kjer se zavirajo vnetja. Skratka, imamo kar že zdaj eno tako paleto. Kaj za hujšati? Ja, tu imamo pa naprimer artičoka in korda benedikta, ampak je zelo, zelo grenek čaj. Ta je za črevesje, za jetra zelo dober, je pa grenek, ampak se navadi. No, običajno moškim ni tak problem, ženske so bolj sladokusne. No ja, jaz pa tudi. No. Vendar bom probal tudi tega. Katja, kje vse pa lahko dobimo vaše produkte, poleg v trgovini Dobro z dobrim, in pa tudi pri vas direktno na kmetiji? Ste prisotni pa še kje? Ja, zdaj že imamo kar eno tako mrežo prodajalnic, predvsem biotrgovine po Sloveniji. Jaz mislim, da ne bom rekla večino, ali pa kar v nekaterih smo že prisotni, sploh tistih, ki imajo samo ekološko pridelavo, pa imajo poudarek na slovenskih izdelkih. Pa tudi, ker sem leto nazaj dobila nagrado za najboljšega podjetnika v kmetijstvu, agrobiznis, katerega v bistvu sopokrovitelj je bil tudi Mercator, smo dobili priložnost, da se naša zeliščna sol predstavi tudi na policah Mercatorja v hipermarketih. Tako da ja, je dostopno, seveda zaenkrat vzpostavljamo tudi spletno prodajo, ki še ne teče, vendar pa vsekakor, če nam pišete na elektronsko pošto ali na Facebook, smo zelo odzivni. Tako. Veseli so pa tudi obiska na kmetiji Majnika, je tako, Katja? Ja, vsekakor zelo veseli, zelo dobrodošli ste vsi za en tak prijeten izlet v Žiče, tam blizu je Žička kartuzija, na Rogli je pot med krošnjami, ogromno takih malih lokalnih pridelovalcev in v naših krajih boste zelo uživali, tako da dobrodošli. Ne dvomim, da ne bodo uživali, kajti jaz sem tudi užival v tvoji družbi. Hvala lepa, da si nam predstavila vašo kmetijo in vaše imenitne produkte, pa še veliko uspeha na Fižolčkovi poti in pa po vseh različnih trgovinah. Najlepša hvala vam in jaz se veselim še močnejšega sodelovanja v prihodnje. Tako. Hvala lepa, Katja, hvala lepa tudi Dobro z dobrim, tudi naši Mojci. Mi se pa gledamo zopet prihodnjič, ko bomo posneli novo oddajo Dobro z dobrim.